Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 97 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Odlična gledanost oddaje Premagajmo COVID-19 so sporočili z nacionalke. Spomnimo, oddaja je bila na sporedu v terminu Tarče teden potem, ko je Tarča o Kanglerju pri podpornikih oblasti dvignila obilo prahu. Dodali so še, da je bila gledanost višja od že omenjene Tarče in ekstravizorja o pokojninskem labirintu. No, ustvarjalci Tarče so svojo lastno hišo kmalu postavili na laž. Oddaja o Kanglerju je vseeno imela za 0,5 odstotne točke višjo gledanost od oddaje Premagajmo COVID. Ostaja pa seveda vprašanje, zakaj vodstvo RTV javno primerja gledanost lastnih oddaj, sicer v istem terminu, ampak z drugačno vsebino. Ponavadi se namreč televizije rade primerjajo med seboj, ne pa same sabo. Sedaj pa se lotimo 69. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali revolucija ali evolucija RTV. Kaj je nova metla prinesla nacionalki? Zamenjava vodstva RTV Slovenija in posledično uredniške ekipe in uredniške politike je bila od vsega začetka visoko na lestvici prioritet vladajoče koalicije. Kaj je prinesla, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Miran Videtič in Marko Pavlišič. Dobrodošla. Zdravo. Dober večer. Zdaj, reda radi, Miran pa Marko, moram najprej vprašati, če sploh gledate nacionalno televizijo, ne? Ja, občasno seveda pogledamo kaj, ne. Danes bi recimo z veseljem pogledal rokometno tekmo. Ja, to sem jaz kriv, da ne moreš, ja, okej. Kaj pa Miran? Ja, seveda. Enostavno, če želiš nekaj kritizirati, moraš biti tudi seznanjen s tem, kaj delajo, oziroma da lahko spustiš kritiko ali pa komentar na to, ne? To je res, pa me zanima, kaj predvsem gledate. Gledate pač vse, gledate informativne oddaje, filme, šport, kakšen imate kaj preference pri gledanju nacionalne televizije? Jaz, ko izbiram recimo, ali bi gledal TV Dnevnik na nacionalki ali na komercialni televiziji, ponavadi izberem Dnevnik na nacionalni televiziji. Sicer ponavadi preskočim prvih 15 minut, ker tega covida nekako sem se že naveličal. In se mi zdi, da prvih 15 minut zdaj že, ne vem, 2 leti več ali manj ponavljamo, sem tam ene številke se menjajo. Zdaj smo spet dosegli neke nove rekorde. Podobno je pa z Odmevi, ne, ki v bistvu z veseljem pogledam, če takrat sem slučajno zraven, ampak tudi tam nekako teh prvih 10-15 minut, zadnje 2 leti je nekako odveč, ne. Saj morda prvega pol leta niti ni bilo odveč, ampak zdaj pa že je. Veš, kako je, jaz ravno razmišljam, jaz seveda ob običajnem športu, ampak zadnje čase, odkar je ta, kot je Marko povedal, ta COVID kriza in je tudi ogromno dela od doma, ne, verjel ali ne, zjutraj ne da gledam, ampak prižgem televizijo in mi laufa dobro jutro, ne. To je mogoče oddaja, ki je redno pri nas doma zdaj na sporedu, no. Tako da enostavno pa se strinjam z Markom, ne, te pa niti ne samo na nacionalki, jaz verjamem sicer, da je potrebno osveščati o tem covidu, ampak vendarle danes ali pa danes so te prispevki praktično tam 15-20 minut na vsaki televiziji in enostavno, tako kot Marko pravi, res nam to že preseda in bi bilo fino, če bi se končno tega zla znebili, ne. Tako da, kar se tiče pa ostalih oddaj, seveda, če je kakršnakoli politično aktualna, eventualno dokumentarni film, ki jih pogrešam, ne, na nacionalki, če gledam primerjavo HTV-ja, ne. Tako da tu pa tam seveda nacionalka je pri nas prižgana. Ne, definitivno se kak dober dokumentarni film najde tam in se še, vendarle pa manj, kot se mi zdi, no, to sem hotel povedati. Drugače, glede aktualno političnih oddaj, pa ne vem, veš, se mi zdi, da se je nekako Tarči čas že nekako izpel, ne, po vseh teh desetletjih. Zdaj trenutno pa se mi zdi, da iščejo neko novo vsebino, oziroma ne zgleda, da jo iščejo, ne. Bilo bi dobro, če bi jo našli, no. Tako. A se vama tudi zgodi, meni se pogosto zgodi, se mi zdi, ko RTV, da pomislim sam na televizijo, ne, da pozabim na tiste 3
radijske programe, ki so tudi. Vidva, kaj poslušate, pač to Val 202, Radio 1 ali pa 3. program Radio Slovenija. Val 202 je moj redni sopotnik v avtu, razen če preklopim in to zadnje čase, če dalje večkrat preklopim na podcast kakšen. Ne? Drugače ga pa z veseljem poslušam Val 202 med vožnjo. Točno to, kar je Marko povedal. Val 202, enostavno se mi zdi pa, da v zadnjih letih so te komercialne radijske postaje postale nekako tako pozitivno, negativno, agresivne v teh marketinških pristopih, da enostavno verjamem, da večina ljudi, tisti, ki se usede v avto, sej doma ne vem, koliko se še posluša kaj radio, no, ampak tisti, ki se usedeš v avto, pa enostavno so tiste 2-3 kanali ali pa, bom rekel, tiste radijske programi, predvsem te komercialne, čeprav moram reči, da v nekih zadnjih letih je ta, po moji oceni, Val 202 za neko populacijo, v katero se sam uvrščam, postal res najbolj atraktiven radijski program. No. Zdaj, če bi bila ta možnost dana, recimo, ne vem, na posvetovalnem referendumu ali kako drugače, ali sta vidva za ukinitev RTV naročnine ali niste? Ja, jaz ne vem, kako bi se ta hiša sploh financirala. Ne? Če na eni strani imaš skupino ljudi, ki, bom rekel, pritiska na to, da se ta RTV naročnina ukine, na drugi strani imaš ljudi, ki si prizadevajo k temu, da bi reklame umaknili iz nacionalke. Enostavno, jaz mislim, da to ni rešitev, je pa rešitev v evoluciji in v revoluciji. Ne? Kaj s tem mislim? Ne? Torej, evolucijo bi po moji oceni treba izvesti na tej vsebinski, pri vsebinah, no? Ali pa pri vsebini, ne? Revolucijo pa pri financah. Ne? To jaz mislim, da bi bila optimalna rešitev za to hišo. Zdaj, na grobo povedan, pa bom rekel, predvsem ali pa nekako da ne zahajam v detalje, no? Sta obe besedi današnjega naslova pravzaprav zaželjeni, kar se tiče tega našega javnega zavoda. No? Država definitivno potrebuje nek medijski kanal, pri katerega obvešča o tem, bo rekel, o svojih ukrepih, kar je zadnje čase aktualno, ampak tudi širše, ne, pri katerega nekako pomaga voditi politiko, ne, ker ljudje morajo zvedeti za to, kaj se dogaja, ne, ampak zato ne potrebujemo takšnega RTV-ja, kot ga imamo danes. Ne. Zato bi zadoščal čisto en kanal, tako da jaz bi bil v bistvu za ukinitev RTV prispevka, naj ima država en, bo rekel, televizijski kanal, se pravi recimo prvi program RTV-ja, ne ostane, naj bo rekel, financiran iz proračuna, ne, se pravi ostalo naj pa gre, bo rekel, po komercialni poti. Tukaj recimo so komercialne televizije lepo pokazale, da se da na nek način dobiti tudi naročnino na drug način, ne? Oziroma da se to zaračuna v končni fazi končnim potrošnikom, s čimer ni popolnoma nič narobe. Ne? Marko, ti pozabljaš verjetno na tiste, bom rekel, na tisto skupino ljudi, ki niso, bom rekel, gledalci atraktivnih komercialnih vsebin, pa jih more vendarle javni servis predvajati. Ne? Tako da tle je ta moj pomislek pri ukinitvi. Seveda se to lepo sliši, ukinitev. Jaz mislim, da še vedno, ali pa je normalno, da plačujemo ta prispevek, je pa fajn, če bi vedeli, ali pa da bi bili zadovoljni s tem, kar plačujemo. Ne? In v tem primeru, ali pa tukaj jaz vidim težavo, ne? Da je ta RTV postal v zadnjih letih predvsem, ali pa šel je ven iz tistega svojega poslanstva, ne, da je tukaj za ljudi, ne, se mi zdi, da je tukaj predvsem za te politične stranke in pa za ta neka omrežja, ne. In tukaj je ta težava, ki jo jaz vidim. Jaz z veseljem bi plačeval ali pa plačujem teh 12,75, še bolj z veseljem bi pa plačeval, če bi vedel, da se je ta RTV hiša vrnila k ljudem. No. No, pa sej to bi še vedno lahko naprej plačeval, ne? Sej to ne bi pomenilo, da ne bi mogel plačevati. Ti ne bi, jaz pa bi. Ti bi še in res ne vem, zakaj bi morali v bistvu to vsi plačevati. Ne? Ne. Pa tu poznam recimo te zgodbe lepe, vedno se BBC potem ven privleče, ne? Kako BBC dobro deluje v javnem interesu in, ne vem, in je ravno tako financiran. Ja, ampak BBC ima tudi popolnoma neko drugo kvaliteto.
tako kot je naša televizija. In tukaj bi morali v bistvu začeti na nek način znova. Jaz se strinjam, ampak še enkrat sprašujem, kaj bi z vsebinami, ki niso atraktivne, pa so vendarle, jih mora javni zavod vrteti. Ne vem, zakaj bi jih moral. Ja, no, čak malo. Zdaj ne moreš izločiti nekih manjšin, ne moreš Obstaja en del gledalcev, ki sploh je še zmerom na multiplexu, se pravi, sploh niso še na kabelski televiziji. Ne? Se pravi, tisti bi bili verjetno kar precej prikrajšani, če ne bilo več nacionalne televizije s 3 kanali, kot je zdaj. Ampak tole me zanima, en predlog se je zdaj tudi pojavil, ne? Da bi se plačevala RTV naročnina po dohodninski lestvici. Kaj pa na to pravite? Tukaj to je v bistvu sozvočil za tem mojim predlogom, da se ta prvi preostali program financira iz proračuna, ker proračun nekako pa polnimo za dohodninsko lestvico. Zdaj, da bi pa dodatno plačevali še neko storitev po dohodninski lestvici, se potem samo vprašamo, kje se bo končalo. Potem bomo šli v trgovino po kruh za dohodninsko odločbo, pa bomo tankali na petrolu z dohodninsko odločbo, pa tako dalje. Mislim, da to ne gre na ta način. To po mojem niso slabe ideje. Kaj praviš, Miran? Po mojem Luka Mesec zdaj že zapisuje to, kar je glihkar povedal. Dobro, okej, lej. Sej pravim, jaz še vedno sem, ali pa nimam nič proti, če vsak od nas malo odtrga si od tistega mesečnega dohodka in da ne bremeni celotna televizija proračun, ker veš, kako je, Marko, sej ni razlike, če mi plačujemo ali pa proračun konc koncev, ampak vendarle na ta način, če mi nekaj damo, se lahko tudi nas sliši, malo bolj mogoče, kot pa če gre direktno tisto suhoparno iz proračuna, tam, bom rekel, k svina z mehom se dela, in je potem mogoče edin iz tega segmenta glas ljudi bolj slišan. Pol je to državna televizija, zdaj se pa lahko delamo, da ni, da je javna. Zdaj se delamo. Preden gremo na oglas, sem še jaz nekaj bogokletnega dodal. Z mojega osebnega, čisto osebnega vidika, jaz rade volje plačujem še evro ali po 2 več kot 12 evrov na mesec, če ni reklam potem na TV Slovenija. Tako da res očitno razmišljamo vsak drugače, ampak nič hudega, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je nova metla prinesla na RTV Slovenija. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Miran Videtič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj oziroma koliko je nova metla prinesla novega na RTV Slovenija. Zdaj, Miran, Marko, ko se je zamenjala vlada, ko je nastala vlada Janeza Janše, nekako nova koalicija ni skrivala, da ni zadovoljna s poročanjem RTV Slovenija in da si tu želi sprememb. In je tudi šla v izbiro novega direktorja, oziroma ko je staremu direktorju potekel mandat, niso potrdili tega, so šli izvoliti novega in potem posledično spremembe navzdol. Zdaj, koliko vidva ocenjujete, recimo, da je pomembno za neko vlado, ko pride na oblast, da gre v neke spremembe oziroma da na nek način jo zanima ali pa se ukvarja s tem, kdo je direktor TV Slovenija, kdo so uredniki in tako naprej. Jaz mislim, da po svoje je to novo koalicijo celo za razumeti. Zakaj? Naša RTV je znana predvsem po 2 zadevah, če govorim samo o tem političnem ali pa v notranje informativnem programu. Ena je, da izvemo vse o Janezu Janši, ne glede ali je na oblasti ali je v opoziciji. In druga, da ko, bom rekel, leve vlade, ko se jih enostavno neke nevidne roke, ali pa kako bi temu rekli, naveličajo, takrat se brutalno obračunava z njimi. To je tako na grobo povedan, to, po čemer je ta, bom rekel, TV program znan. In seveda je bilo za pričakovati, da bo ta nova koalicija želela tudi sebi zagotoviti neko ustrezno minutažo, pa če hočeš tudi prijazno minutažo. Mene predvsem preseneča to, da je ta glasnost, to sem jaz enkrat že pisal, da je ta glasnost
obsodb, da se napada televizijo tako močna, ker v končni fazi se vprašaš, ne, dobro, če jo te napadajo, jo nekdo drug brani, zaradi česa jo brani. Zdaj, glede na to, da je tle politika posredi, verjetno jo ne brani zato, ker, ne vem, bi rada ljudem zagotovila neko korektno poročanje. Ne. Tako da enostavno, moja ocena je, ker sem rekel prej, evolucija in revolucija, da bi v teh zadevah našli nek model, ne, kjer bi se v tej RTV zelo malo govorili. Ne. To pomeni, da bi bili vsi zadovoljni z njo. Ne. Zdaj, za razliko od teh, bom rekel, privatnih televizij, tam niti človeka kaj dosti ne zanima, ne, kakšno uredniško politiko si lastniki in pa uprava postavi, to je njihov problem. Pri RTV-ju pa je problem, da neka velika skupina ljudi pač ni zadovoljna s tem poročanjem. Sicer sej ponavadi je tako, ne, da če se piše o levih pozitivno, desni niso zadovoljni, če se piše o desnih pozitivno, levi niso zadovoljni. To, kar se dogaja pa zadnje čase, ne, je pa, se mi zdi, pa meji že na šizofrenijo. Ne. Enostavno, vsaka zdrava pamet ali pa malo daljši spomin, ne, ki seže, ali pa ti, Marko, jaz smo toliko daleč s to politiko, da se spomnimo, bom rekel, tudi nekih 90-ih let ali pa ne vem, če tam nekje, no, in vidimo razliko, no. Danes je enostavno, resnično ni pretirano, če rečemo določenim novinarjem, da so politični aktivisti, ne. Mene niti ne moti, torej logično je, da on ima neko politično prepričanje, je pa zoprno, če ti ga na vsak način želi vsiliti, ne. To jaz pričakujem predvsem od RTV-ja to v tem, bom rekel, dnevno informativno-političnem programu, da me čim bolj obvesti, torej da me čim več obvesti, da nekih informacij, obvestil in podobnega, ne. Da me pa prepričuje z nekimi svojimi idejami, ne glede to levo ali desno, mi je pa malo tako, no, ni mi je ravno prijetno in to je verjetno tudi posledica, ne, da smo v teh zadnjih letih postali precej apatični, kar se RTV tiče. No. Okay. Pomen klasičnih medijev definitivno upada. Ne. Zdaj, pojavljajo se novi mediji, pa z internetom so prišli novi mediji, potem imamo tu socialna omrežja, ljudje čedalje več informacij dobimo na ta način, pa podcasti, pa tako dalje. Ne. Tako da pomen teh klasičnih medijev definitivno upada, ne. Kar pa ne pomeni, da si oblast seveda vedno si želi, da bi dobro o njej govorili. Ne. In zdaj, tu se ne smemo slepiti. Ne. RTV televizija je pač glavne ljudi tam imenuje politika, ne, in seveda se tukaj pojavijo apetiti, kako zagotoviti, da bo pač poročala primerno tistemu, ki izbere te ljudi, ne. To bo vedno tako, dokler pač bo politika imela roke zraven pri imenovanju, ne. Zdaj, a je s tem kaj narobe ali ni? Ja, vsi bi želeli, da je bilo drugače, ampak pač tako je, ne. Ja, fajn bi bilo, če bi bil program RTV malenkost bolj uravnotežen. Vemo, da stranka Levica ima svojo oddajo na RTV-ju, ne. Recimo stranka, ne vem, Nova Slovenija je pa nima, ne. Čakaj, kje je to od stranke Levica? Samo da razčistimo. Studio City, recimo. Aha, okay, ne. Ja, to je, da vemo, o čem govorimo. Ja, tako. To je, bom rekel, to je program stranke Levica v bistvu, ne. Zdaj, morda sem ali pa ne vem, LMŠ nima svoje, ne, da ne bomo preveč, čeprav morda tudi tam pa še bolj v Studio City. Ne. Dobro, no, pri Studio City sigurno to ni od Nove, čeprav tudi Nova Slovenija hodi, ja, posebej Ljudmila Novak, ampak okej, vem, kaj hočeš povedati. Ja. Ne. Res je, Studio City je neka oddaja, ki ni mainstream v nobenem primeru, ne. Kakorkoli že postavimo neke ločnice, kaj je mainstream, recimo. Ja, Okay. da fajn bi bilo, da je malenkost bolj uravnotežena ta zadeva. Zdaj, a je ta sveti gral dosegljiv in na kak način je dosegljiv, ne, to so pa pač ta zahtevna vprašanja, ne. Je pa res, da bo rekel, čez neko oddajo eni niso zadovoljni, pa z drugi niso zadovoljni, potem verjetno gre zadeva vsaj približno v pravo smer, ne. Zdaj, še bolj bi bilo, če bi bili vsi vsem zadovoljni, ampak to je verjetno nek ideal, ki je praktično nedosegljiv, ne. Veš kaj, jaz se včasih celo vprašam, ali pa imam pomisleke, da je ta RTV
leva hiša. Ne? Pa bom povedal, zakaj. Ne? V tem klasičnem uradnem smislu levih strank, ki so ta moment na sceni. Ne? Jaz imam bolj občutek, ne, po tej brutalnosti, kar jo lahko vidimo, ko se menjajo leve mesije, ne, kako obračunavajo, pa je to primer Jankoviča, Bratuškove, Cerarja, ne, da je praktično to televizijo pokriva nekdo drug. Ne. Niti ne ta uradna leva politika, ne, ki je danes sedi v parlamentu, ne, ampak da so to neke nevidne roke, ki seveda se jih, bom rekel, ta uradna leva politika na nek način boji in na nek način tudi zagovarja njihove interese, ne? Ker v nasprotnem primeru smo se lahko prepričali, je brutalno umaknjena. Ne? To ne bi bil prvi primer. Ne? Tako da enostavno jaz težko tle ločim ali pa težko trdim, da je to televizija levih strank, ne? Še manj pa desnih pa absolutno par novinarjev, ki bom rekel, se deklarirajo kot desni, ne? In je to. Že v uvodu sem rekel, da se mi zdi, da je ta televizija pravzaprav izgubila tisto osnovno poslanstvo, ne? Da je to postala televizija nekih, prej sem sicer rekel političnih strank, pa mislim, da je celo še bolj brutalno in sicer nekih interesnih skupin, ne? In še najmanj pa televizija ljudi, no? Svojih gledalcev, poslušalcev ali pa če hočeš tudi tistih, ki plačujemo ta prispevek. Tako da, zdaj, seveda sovpada, da je, bom rekel, tudi ta leva, uradna leva politična scena nekako prestrašena ali pa se boji teh omrežij in enostavno potem je občutek, da dobiva, ne samo da je občutek, saj tudi je res, ne, da dobiva več prostora ali pa prijaznega prostora na teh TV programih, ki so, ali pa na tej javni televiziji. Tako da enostavno se mi zdi, da je zgodba še bolj zavožena, kot ta moment mi mislimo. No? Ja, zdaj, eno je pač vsebina, ne? Saj vsebina je za nas gledalce najbolj pomembna, ampak verjetno tudi zaradi tega, ker pač sofinanciramo to televizijo s tem pač RTV prispevkom, tisti, ki ga plačujemo, pa vseeno nas zanima tudi poslovanje RTV Slovenije. Kaj pa na to pravite? Zdaj, vemo, število zaposlenih praktično ves čas raste, koliko jih je tam 2000, ne, če prištejemo teh 500 ali koliko je nekih zunanjih sodelavcev. Sta vidva pričakovala, ko se je zamenjalo vodstvo RTV-ja, ki je prišel nov generalni direktor, da se bo vendarle tudi v tem smislu poslovanja v tem času že kaj spremenilo. Nekaj smo govorili v prvem delu oddaje, pač glede teh virov financiranja, ampak sej, eno so viri, drugo pa je tudi na odhodkovni strani se mogoče da kaj storiti. Kako vi da gledate na te stvari? Mislim, kolikor sem slišal, tudi delajo na odhodkovni strani, ne, da so parim komentatorjem ukinili recimo plačilo za njihove kolumne, ampak tukaj govorimo o par deset to evrih. Verjetno proračuna RTV Slovenije ne bo rešilo. Proračuna RTV to definitivno ne bo rešilo. Zdaj jaz ne vem točno, kakšni so njihovi zadnji rezultati poslovni, ne? Vem pa, da pred leti so kar veliko reševali to svojo finančno stanje za prodajem deležev v neki firmi, mislim, da Astra ali nekaj povezano z nekimi sateliti. Z oddajniki, ja. Kjer je pač kar dobro rasla cena in so pač na ta način reševali. Kar je po svoje, bo neko simpatično, ne, da se je javna RTV, bo neko na tak čist kapitalski način kar dobro ukrepila, ne. Veš kako, jaz se strinjam, meni je, sicer nisem tak poznavalec, ampak meni se zdi ta številka 2000 res enormna, no. Zdaj je to vse potrebno ali ne. Kar se tiče pa stroškov, je pa tako, ne, seveda mi zanemarjamo recimo ta aferica ali pa mini afera, ki je bila zdaj s temi naročninami na časopise in podobno, ne, ni tako nedolžna, ne. Zakaj? Je sicer majhna, finančno verjetno res majhna, čeprav gre v desetine tisočev evrov, pa bom rekel, je to mali segment nekega stroška, ne. Predvsem se mi postavlja vprašanje pri takih zgodbi, kaj za vraga
pa te novinarji na RTV Slovenije sploh rabijo te časopise za svoje službeno, za službeno dejavnost. Ne. V končni fazi jaz pričakujem, da oni ustvarjajo novice, ne jih pa kopirajo. To je moja neka logika. No. In se mi zdi res, da so torej neka številka naročila čez 100 za en medij dejansko pretirane. No. Jaz pričakujem, da bodo te ljudje ustvarjali svoje novice, pridobivali jih torej oni, ne pa kopirali iz ostalih. In zdaj, če že na tako majhni zadevi, ne, vidiš tako neko anomalijo, se vprašaš, kaj se dogaja pri večjih zgodbah. Ne. Tako da enostavno zato pravim, da je potrebna revolucija na tem. Plus tega pa mi mogoče pozabljamo, da oni so pred leti že delali neke optimizacije poslovanja in podobno, pa se je izkazalo, da to ni prineslo prav nobenih pozitivnih rezultatov. No. Ampak če vrnem nazaj, se te novinarji na drugi strani, ki te časopise pripravljajo, pa tudi plačujejo naročnino RTV, da potem gledajo, ne, in se pač novice veselo ciklajo. Ne. In zato pa imamo tak rezultat, kot ga imamo. Ne. Glej, ti si poslovnež, Marko, ne, pa ti bom dal primer. Ne, če imaš 2 peka v isti ulici, oziroma 2 pekarni v isti ulici, je malo nenavadno, ne, da ti je prvi pek drugemu hod po recept za, ne vem, koruzne žemeljce. Ne. Tako da enostavno mi je malo to, meni to ni logično. Je pa res, Miran, kot vemo iz besed Miše Molk, da Marjan Šarec, ko je še delal na televiziji Slovenija, honorarno, mislim, da je zjutraj zmeraj, ko je prišel v službo, je prebral časopis. To je po njej referenca, da je dober predsednik vlade. Tako, okay. Ja. Ker veliko in rad bere. Da so tudi plusi tega, da ima. Res, da čakaj, ampak dobro, on je delal nek humorističen program, to bi še, ampak to naj si kup sam časopis, no? Zakaj bi mogla... Mogoče bi bila rešitev, da bi rekli, da morajo imeti samo pač spletne naročnine, ne? Ker mislim, da je Bojan Požar se je pritoževal, da ima koliko nacionalka, ima koliko 1-2 naročnine na Požar Report, pa ne vem, koliko tiskanih izvodov tistih časopisov. Ne? Zdaj praktično vsi časopisi so že v spletni, ker verjamem, da jih več kot 2 bereta Požar Report na TV Slovenija, samo pač očitno s tistim istim geslom in uporabniškim imenom, ne? Pač več dostopa. Mogoče bi se dali to tako urediti, da bi tudi pri ostalih edicijah, ki sicer izhajajo tudi v tiskani obliki, da bi omejili naročnine na spletne naročnine na TV Slovenija, pa potem bi bilo treba manj fizičnih. Veš kako, pa jaz mislim, da to ni samo problem RTV-ja, ne? To je problem tudi, bom rekel, ministrstev, državnih podjetij in podobno, da je praktično neka nepregledna številka naročnin na te medije. Meni ni jasno, zakaj neko podjetje državno potrebuje, ne vem, 15 digitalnih naročnin na nek časopis. Ne? Zame je to res prikrito financiranje takega medija, zato da so ti, bom rekel, novinarji te hiše bolj naklonjeni. Ne? Tako da enostavno ne vidim tega. Pri RTV-ju mi je pa to še toliko bolj nerazumljivo, da nek novinar zdaj, seveda, tle je treba izvzeti neke tuje medije, ne, ki, to mi je čisto popolnoma logično, da pridobivaš te informacije, ne, ampak da je pa RTV naročen na, ne vem, 50 izvodov tega, 100 izvodov tega, 37 dni na koncu to pride letni strošek, ne vem, 30, 40, 50 tisoč evrov, mi je pa pretirano. Ne. Ja. Zdaj, dokam sega po vajinem mnenju ta pač novinarska svoboda? Ne? Zdaj, recimo, da so pač novinarji svobodni, ok, lahko se zdaj ne strinjamo v tem, a imajo ta prave politične nazore ali jih nimajo, ampak kje se zdaj konča po vajinem mnenju ta novinarska svoboda? Zdaj, če novinar pač verjame v tisto, kar govori pa dela, to vzdrži to presojo ali mora paziti in če mora paziti na kaj oziroma na koga mora paziti zdaj pri svojem delu. Ker verjetno nikoli ne bomo doživeli tega, ne, da bo nekdo pač čisto zanemaril lastno prepričanja, pa bo recimo pač poročal na tak način, da bi šel celo kontra svojim prepričanjem. Kje je tu po vajinem mnenju težava? A že v kadrovski politiki bi morali tle nekako, pa če da na kak način, to bolj ravnotežiti ali kako sicer?
Zdaj, rdeča črta, po mojem, je tukaj resnica. Ne? Zdaj, laž nekako v takšnem mediju to je logično, nima kaj delati. Ne? Je pa res, da je tudi resnica subjektivna, pogosto subjektivna in zdaj pa smo zelo hitro na presoji tega, ali je tisto res ali ni res in tako dalje, sploh v zadevah, kjer so malo meglene, kjer ni čist nedvoumnih odgovorov. Ne? Tako da tukaj vse, kar lahko naredimo, je, da je poskrbljeno za ustrezno kadrovsko politiko, se pravi, da se vzame ljudi, ki imajo ustrezno izobrazbo, ki imajo, imajo ustrezna načela, se izkaže neka, generalna poštenost glede tega. In potem takem pa naj bi imel proste roke. Ne? Zdaj, še vedno je potem tukaj seveda urednik zraven, ki ima še nek drug pogled in če nekdo res, ne vem, se ljudje se tudi spreminjamo skozi čas in morda smo bili, čist pri pravi pameti, ko so nas vzeli službo, potem pa smo to izgubili. Je treba v tem primeru ukrepati, ampak če česa takega ni, je pa po mojem popolnoma prav, da imajo proste roke. Ne? Jaz bi tudi tako imel kot neko podjetje, ne? Ali pa vsaj približek temu. Ne? Jaz ocenjujem, da recimo na denar, ki ga dobi RTV, bi pričakoval, da ima najbolj perspektivne novinarje, da ima, bom rekel, najbolj ali pa urednike s hrbtenico in take ljudi seveda je vredno tudi plačevati. Ne? Ali pa glede na denar, ki ga dobi ta RTV, mislim, da bi si lahko to privoščila. Ne? Problem se pojavi takrat, če mi danes gledamo to ekipo, predvsem v tem, bom rekel, dnevno informativnem programu, ne? Ko se ne vem, žena lobista in podobne stvari, ko se začnejo ljudje spraševati, kje je meja med privatnostjo ali pa privatnim interesom in pa tem interesom, da javnost kvalitetno obvestiš. Ne? In tle imamo mi en problem. Recimo, primer je recimo znana primorska dopisnica, ne? Ki ne gre mi iz glave tisti primer tistega nesrečnega Simonoviča, za katero bi jaz rekel, da mora biti ženska v blazni stiski. Ne? Da enostavno tako površen prispevek ali pa prispevek, ki obtožuje nekoga brez preverjanja, brez možnosti, da človeka tam, da poda neko svoje mišljenje, ona bi definitivno lahko uspela v vsakem mediju, ki se ukvarja s tabloidnostjo. Ne? Recimo, imate v regiji srbske, hrvaške, bosanske tabloidne medije, ki obračajo ogromne denarce in tak način, bom rekel, novinarstva bolj sodi v tja, kot pa na eno resno javno RTV. Seveda, da ima vsak novinar svoje politično prepričanje, ampak točno to, kar je Marko rekel, ne, meja je tam, kjer lahko zagotoviš nek verodostojen, resen podatek. Ne. Jaz verjamem, ne, da je težko danes v teh predvsem političnih ali pa državno-gospodarskih zadevah pride do direktnih dokazov, ne, ali pa do čist jasnih dokazov, ne, ampak enostavno vrtati, jaz ne vidim druge, ne, nekje se zadeva zalomi, nekdo zapoje, nekdo pove in je zadeva pač gre lahko v ta medij, da pa špekuliraš, da dodajaš, da obtožuješ, da uničuješ življenje ljudem, to pa zame ni resno novinarstvo. No? Mislim, vsi si želimo urednike s hrbtenico, pa tudi novinarje. Ne? Zdaj, razen vprašanje pa, če si želijo tisti, ki recimo ne nazadnje odločajo o tem, kdo bo imenovan za vodstvo RTV Sloja, oziroma ne nazadnje zagotavlja jim sredstva. Ne? Tako da to verjetno si vsi želimo take, ne? Vprašanje pa, če si res želijo to tudi tisti, ki največ imajo vpliva na to. Ne? Ja, to je res vprašanje. Ampak zdaj, recimo, to tudi tekmovanje se mi zdi zanimivo, ne? Nacionalne televizije pogledanosti s komercialnimi televizijami. Kaj vi pravite na to? Zdaj, sigurno, da če nihče ne gleda tega programa, je to problem, ampak
Kje je tu zdaj spet meja pri teh primerjavah pogledanosti? Ne? Čeprav smo zdaj videli, da je novo vodstvo RTV Slovenije celo začelo svoje oddaje javno med sabo primerjati pogledanosti, ne? Kar je nek nov fenomen, se mi zdi, nov pristop. Ne? Vprašanje tudi, koliko je pameten, če potem se oni med sabo javno kregajo o tem, kjer oddaja je imela višjo gledanost. Tega nismo bili navajeni, ne? Do zdaj. Se pravi, kaj nam to pove? To vidiš, da je v hiši nekaj hudo narobe, ne? Da imaš neke klane, ki tekmujejo ali pa mogoče sploh ne, da tekmujejo, ampak hočejo dokazati narovaš tega, da si zagotovijo nek obstoj, ne? In potem lahko prodajajo, lahko tudi bučke naprej, ne? V takih zgodbah. Meni to ni okej, no. Kar se tiče pa merjenja vizavi drugim televizijam, je pa RTV seveda tukaj v precej slabši poziciji, ne. A veš, težko je nek duhovni utrip, ne, meriti z neko popularno turško nanizanko, ne vem, na komercialnem programu. Žal je tako. Ne, tako da enostavno RTV bi pač imela neki tisti par udarnih svojih oddaj, ne, kjer bi lahko tekmovala z drugimi televizijami, vse ostalo je pa ni za pričakovati, no, da bojo lih nekaj rejtingov dosegali. No. Mislim, nič ni narobe, če je neka oddaja, ki je namenjena neki, rečemo, bolj marginalni publiki, če je malo gledana, ker pač ta publika relativno majhna in s tem ni nič narobe in to je prav, da se tega zavedamo. Je pa res, da bo neki osrednji informativni program, ne, kjer ne bi ciljal bo neko na široko populacijo, pa nekako more biti gledan in če to ni gledano, ne, potem nekaj se dela narobe, ne. In tu se ne moramo kar sklicevati na to, da saj ljudje so pa bolj nagnjeni k rumenim novicam in tako dalje, ne. Ne, v resnici moraš pač, program mora biti tak, da ljudi zanima, če ne ga ne rabimo. Logično. Lej, samo šport poglej, recimo primer, ker smo vsi trije, bom rekel, nekako fani, ne. Enostavno je v zadnjih letih ta hiša zgubila čisto vsa atraktivna tekmovanja. Ne? Da ne govorim, recimo primer, še lansko leto na HTV-ju lahko spremljaš NBA ligo. Ne? Pa imamo mi danes, bom rekel, v NBA-ju igralca, ki je top 5, ne? Pa ta RTV nima sredstev, da lahko odkupi prenos tekem, vsaj bom rekel Mavericksov, če nekaj no, to ali nima sredstva, ali ne, je v bistvu to bolj pravijo, špekulacija. to pravijo, da nimajo. Ne? Rajše namenijo za druge oddaje. Zato ti pa pravim, da je potrebna ogromna evolucija v vsebinskem smislu in pa velika revolucija v tem finančnem smislu. Ne? Ker enostavno, če bomo zgubljali te zadeve, ne vem, kaj pa vem, sej čez 10 let pa verjetno tega RTV-ja res nihče več ne bo gledal. No? Nekako se verjetno vsi strinjamo, da spremembe so potrebne, ampak čisto pri koncu oddaje sta vidva pričakovala, da bo ta tempo sprememb hitrejši kot je, oziroma da bojo bolj korenite. Na kratko, če lahko. Se verjetno je težko spreminjati, ne, hitreje. Ne. Enostavno, jaz mislim, da jaz težko govorim zdaj o managementu, ker jaz direktorja ne poznam pa gospod Rebernik, ki se mi zdi, da je v tem momentu logična rešitev, ne glede na to, da ta levi mehurček zdaj blazno, bom rekel, pluva po njej. Jaz lahko iz prve roke povem, pa Ljuš, ti se boš tudi, ker si že toliko časa v tej politiki, ne, se boš spomnil akterjev iz 90-ih let, pomembnih akterjev na levici, ki imajo samo besede hvale za gospo Rebernik. Ne. Ja, evo, zdaj Marko, Miran, ker mi nismo javna televizija, ti je požaral zdaj vaš čas, ki je bil še na voljo, tako se hecam vse. Nismo uravnoteženi, Marko. Ja, nismo uravnoteženi, zato malo heca za konec. Marko Pavlišič, Miran Videtič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o evoluciji na RTV, že 673. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali si Slovenci zaslužimo višje plače. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.